danes smo prespali tukaj na tem travniku, je bilo kar fajn, imeli smo še družbo zjutraj krav, po noč so nas konji malo zbudili, oziroma neki so glih zbudili, ampak malo so bili glasni, ker so vno travo jedali, cufali okrog kemperja, pa še prašičke smo imeli zdaj okrog kemperja, tako da cel živalski vrt. Drugače gremo pa danes naprej proti enem kanjonu, kjer je tudi bajeda najvišji slap v Gruziji. Tako da je kar malo daljša pot danes pred nami, verjetno bomo videli, kako se nam bo dal voziti, no, ampak načeloma bi rada ta del malo hitreje obdelala, ker je potem tam na vzhodu spet ful velik za videti. Včeraj nam ni radil priti čist do Slabu, tako da imamo danes še ene slabe pol urce vožnje do tja. Imel je Rok že včeraj popoldne inštrukcije, tako da nam je zmanjkalo časa. Ja, zdaj v bistvu zakaj nam ni radil, tudi zato, ker smo vmes plin nafilali, kar je kar trajalo skoraj 3/4 ure na koncu vse skupaj, ampak so ga pa uspešno nafilali, čisto slučajno so videla eno pumpo, kjer so imeli LPG in so se ustavila. In je imel tisti deda, ki je filal, je imel ta prav adapter, sicer je mogel malo zimprovizirati, ker je imel že slabe navoje, tako da je med navojama dal plastične vrečke, da je malo bolj zatesnil. Pa tudi komunikacija je bila kar zabavna, ker ni znal nič angleško, tako da sva se sporazumela, on je govoril v ruščini, jaz v hrvaščini, pa so se nekako razumela, ker na začetku sem mu na listku pokazal, koliko more litrov nafilati, on je pa razumel, da je zato klarijev in bolj je bil cel nesporazum, ampak sva na koncu rešila. Smo se pa potem ustavili še v enem samostanu, ali? Ja, samostan, mislim, da je neka cerkvica. Cerkev, ali, ja, okej. Ki je bila sicer kar lepa, drugače se verjetno niti ne bi ustavljali, če ne bi se bi slučajno mimo pelali, potem smo potem še na parkirišču skuhali kosilo. Ampak je bil kar lep. Potem pa smo se pelali še mimo enega kanjona, oziroma dveh kanjonov. Po teh dveh sva se odločala, a bi šla ali ne. V bistvu med njima sva se odločala. In za enega sva prebrala, da je ful turističen in tudi včeraj sva videla na parkirišču, da je res ful turističen, ker so se sam mimo pelala in povsod so bili zaparkirani avtomobili, tako da sva rekla ne hvala. Naslednji pa so v bistvu prebrala, da se zdi, da je najboljš to kombinirati s tem slapom danes, ampak če se odločiš samo za enega, je slap lepši vaje, tako da gremo danes na slap. So pa to kar turistične zadeve, no, tako da bomo videli, kako nam bo tole danes všeč.
prvi slap, ta najvišji v Gruziji, ki mislim, da je visok 70 metrov. Nama je bil tako kar všečno, v redu je bil, nažalost šnofka ni smela iti z nama, tako da smo mogli iti vsak posebej, ampak res ni bilo nikogar. Tako da je bil kar v redu, po takih platformah se sprehajaš, je pa kar visok, pa je pa res, da ni glih veliko vode. Ja. Smo pa na izhodišču oziroma na parkirišču do tega slapu srečali eno Hrvatico, ki nam je ogovorila v slovenščini in tudi čisto tekočo slovenščino govori, ne bi vedela, da je Hrvatica drugače z reke. In nam je predlagala, da je 1 kilometer naprej od tega prvega slapu še en malo manjši, mislim precej manjši slap, kjer je spodaj bolj en trenuček in da se lahko kopaš not in nobene vstopnine, bolj tako divje. In sva šla pole res tja pogledati in je bilo res krfina, smo se lahko kopali. Voda je bila sicer hladna, ampak je čist pasalo, v tej vročini se oranko hladiti. Šnof pa mislim, da se tudi ni nič pretoževala, ker je na pol ure, ko smo bili tam ali 1 uro čisto skozi po vodi caplala, gor in dol. Ja, bil je kar lep, ja, in zelo mrzla voda, ampak tukaj je trenutno čez 30 stopinj, pa res je ful vlažno, tako da ves čas švicaš kak kreten. So nama pa drugače pri slapu 3 fantje, Gruzici so nama ponudili pivo, pa lubenico, pa viski so nama hoteli dati, ki ga nismo sprejela, pa en sir, pa tako malo smo se pogovarjali, so znali angliško, ful prijazni fantje. Tako da je bilo kar fajn, v bistvu nama je bil potem ta drug slap, ki je pač sploh ni znan, veliko bolj všeč, kakor tist, za katerega je bilo treba plačati 6 evrov na osebo vstopnine. In ja, unga kanjona, ki je pa še en tukaj, o katerem so zjutraj govorila, pa nisva šla pogledati, zato ker je tudi tle milijarda ljudi, pa tudi, ja, ne zdi se nama, da bi bil nekaj zelo posebnega. Sva že bila v trgovini, prvič v bistvu na večjem nakupu, odkar so bila v Batumiju. Tako da sva prvič šla v neko bolj lokalno trgovino, cene so precej niže, kakor so bile v Batumiju. Dobila sva ene 3/4 stvari. Zanimiva stvar pa je, da WC papir prodajajo tako vsako rolco posebej v vrečki, kar smešno. Sploh ne moraš celega paketa kupiti. Ja. No, pol so šla pa še tankat, tako da so tudi to pravila. Trenutna cena je €50, kar se nama zdi velika, ampak glede na evropske cene se ne mora preveč pritožiti. Gremo pa drugače danes do enega samostana, Gelati ali Gelati, samostana, ki je najpomembnejši v Gruziji, potem pa mogoče še do enega, odvisno, koliko se nama bo dal. Mi v bistvu se bomo danes peljali mimo Kutajsija, sem malo gledala, če bi si ga šla ogledati, ampak prav nekih hudih znamenitosti nima. Gledala sva, da bi šla sicer na njihovo tržnico, ki izgleda kar zanimivo, ampak bi mogla parkirati 1 kilometer stran, kar naj sicer ne moti, ampak je res vroče in bi mogla šnofko sabo vzeti, zdaj pa nisva ziher, da bi lahko šla noter, ker je pokrita tržnica, noter greš v notranji prostor in če ne bi mogla, bi pol zastonj hodili tja pa nazaj. In v tej vročini se nama zastonj hoditi v bistvu res ne da, pa tudi šnofki po moje ne je bilo nič fajn. Tako da ja, bomo kar spustili ta Kutajsi. Je pa res drugače zanimivo tudi voziti tukaj, ker je že čist jesensko, sploh ne veva zakaj, ampak tukaj liste že kar rumeni, kar odpada. Zgleda tako, ker smo se res oktobra vozila proti Grčiji, nekako zgleda gor v Pribalskih. Ja, čeprav je pač tako 30 stopinj, pa ful vlažno, res je grozno vlažno, tako da sploh nama ni jasno, ker bi bilo logično, da je kasnej jesen, ne pa prej. Ampak ja, tam, kjer pa ni jesen, to je zdaj tle eno območje, je pa ful zeleno, tako. Kot džungla. Ja, kot slovenska narava na drogah zgleda. Res zeleno in ful zanimivo in veliko krav in pujsov in vsega.
si ogledali ta samostan oziroma cerkvico Gelati, oziroma Gelati, še zmeraj ne veva, kako se izgovori. Drugače bila zgrajena v 12. stoletju, bila je sicer kar zanimiva. Pomembna je predvsem zaradi tega, ker je tukaj pokopanih kar veliko bivših voditeljev, kraljev gruzijskih in tako naprej. Je pa tudi center krščanstva tukaj in je znana kot drugi Jeruzalem in nove Atene. Nama je pa na parkirišču en dedek zatežil, da mora parkirnino plačati 5 larjev, pa sva rekla, da imava sam kartico, pa da bova pol nazaj grede plačala, pa je tudi nazaj grede prišel zatežiti. Pa so šla pa en zaseden avto vprašati, če so oni tudi plačali parkirnino, pa so rekli, da ja, ampak da 2 larja. Tako da potem sem mu 2 nesla in je bil čistih, nič ne rekel, da hoče kaj več, tako da malo natekno, malo so. Več ni bilo uradno, tudi imel je samo svoj jopiček, ker če imaš nesrečo v avtu, to je to. Ja. Nikjer ni bilo nobenega znaka, računa, karkoli. Gruzici vedno bolj turističen denar vuhajo. No ja, drugi del poti od tega monasterija do sem, kjer smo zdaj, peljali smo se 2 uri. Ni bil glih posebej lep, zato ker sem imela pogled samo na nove avtoceste oziroma nove tunele, ki so v gradnji. Prebrala sva, da to večinoma investirajo Kitajci oziroma Azijci, no, ker je Gruzija pač med Azijo in Evropo in hoče nekako povezati te 2 celini prek Gruzije, tako da so to bajne investicije in zgleda grozno grdo. Ampak ja, verjetno sva midva nekako jela še zadnje vzdihljaje Gruzije, taki kot je, čeprav je sigurno že ni več enaka, taki kot je bila 5 ali pa 10 ali pa 20 let nazaj. Ampak čez 5 let pa verjetno sploh ne bo več pristna, niti mal. Drugače pa to avtocesto tudi prav Kitajci gradijo, tako da niso sam investitorji, ampak tudi izvajalci. Ja, imajo tudi v grabelcah vse tam napisan na kontejnerjih. Nič lepo ni bilo za videti, res ne. No, to je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.